Ker se je vreme minulih dneh končno zboljšalo, je prav, da preverimo, kakšna je situacija na slovenski obali. Zato se nam iz Kopra javlja naš novi obalni korespondent in lastnik vinjete, gospod Marko Žerjal. Gospod Žerjal, kakšna je situacija na slovenski obali? Čau, gospod Godler. Pravilno ste rekli, prihaja poletje, končno. Letos je bila čakalna doba na lepo vreme tako dolga kot tiste v javnem zdravstvu. Ampak zdaj je lepo vreme končno tukaj in z njim tudi kopalna sezona. Ker če nam je česa manjkalo letos pomladi, je bila to definitivno voda. Ok, torej tudi na obali spomlad niste imeli sreče z vremenom? Ne, niti ne. Letošnji maj je bil tako novembrski, da so si nekateri moški začeli puščati brke. V morju je bilo vsega dežja toliko hladno, da ko sem šel preveriti stanje na nudistično plažo, sem najprej pomislil, danes so same ženske. Lani nam je Popovič tam na uni strani montiral ene pingvine, ampak letos je bilo tako hladno, da so se nam skoraj pravi naselili. Pa tudi ladje, ko so pristajale v Luko Koper, so mogli biti previdne in voziti bolj počasi, pa ne zaradi vidljivosti, ampak zaradi nevarnosti ledenih gor, da se ne ponovi kakšen Titanik. Hvala gospodu Žerjalu za izčrpno poročilo. Če smo že pri filmu Titanik, njegovo nadaljevanje so te dni snemali v Benetkah. Nekateri bodo trdili, da je križarka nekontrolirano drvela proti pomolu, še verjetnejša pa je razlaga, da je manjša ladjica zgolj parkirala na njenem mestu. In lih zato se za rezervacijo parkirnih mest uporablja gajbica. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!